Benetke Pomorska republika Friedricha Leyna je 8. knjiga v seriji Zgodovina narodov in držav, ki jo Slovenska matica izdaja od leta 2005. Takrat smo objavili prvi dve knjigi v tej seriji, to je bila madžarska zgodovina in slovaška zgodovina. V nadaljevanju so na to išle še druge zgodovine, nam bolj bližnjih, pa tudi bolj oddaljenih narodov in držav. Tukaj naj omenim zgodovino Kitajske, pa recimo zgodovino Italije, zelo obsežno zgodovino Italije. Prav tako smo objavili srbsko zgodovino, hrvaško zgodovino. Avtorja obeh teh zadnjih naštetih del sta bila ugledna zgodovinarja Sima Ćirković pri srbski zgodovini in Ivo Golštan kot avtor hrvaške zgodovine. V največji meri gre za prevode, ali je šlo za prevode teh zgodovin, ki so torej bile objavljene že v matičnih domovinah ali tudi ne. Vendar smo uspeli pridobiti za to serijo tudi izvirne avtorje. Tako je kitajsko zgodovino napisal nas priznani sinolog Mitja Saje, medtem ko je avstrijsko zgodovino, ki je zadnja išla v tej seriji, napisal avstrijski zgodovinar z slovenskimi povezavami, če temu smem tako reči, Ernst Bruckmüller. Ta knjiga, avstrijska zgodovina, ki je bila objavljena najprej v slovenščini in nato pri založbi Belov, je šla tudi v nemškem jeziku v Avstriji. 8. v tej seriji knjig je beneška zgodovina oziroma zgodovina Benetk Friedricha Leyna. Na nek način pravzaprav odstopa od dosedanjih knjig, namreč v tem smislu, da Benečani se niso niti razumeli kot narod, niti so Benetke država, ki bi obstajala še danes. Vendar smo se za izdajo te knjige odločili, ker imajo seveda Benetke tako velik pomen za slovensko zgodovino. Ne samo, da je zahodni del današnjega slovenskega ozemlja dolga stoletja bil pod beneško oblastjo, tudi sicer so Benečani seveda pomembno krojili okolje, v katerem živimo tudi mi sami. Zato se je seveda zdela takšna utemeljitev oziroma odločitev za to knjigo več kot primerna. Pri odločitvi, katero knjigo izbrati za prevod, pa seveda tukaj je bilo več možnosti in na koncu smo se odločili za neko zelo klasično delo, pravzaprav delo, ki je bilo napisano pred skoraj pol stoletja, ki pa je vendar vse do danes ohranilo svojo aktualnost. To je obsežna monografija ameriškega zgodovinarja Friedricha Leyna. Prvič je bila objavljena leta 1273 v angleškem jeziku, doživela na to seveda še celo vrsto ponatisov in bila tudi prevedena v številne druge jezike. Gre za tako rekoč bestseller, gre za delo, ki je tudi s številnimi prevodi pravzaprav izkazalo svojo pomembnost in smatramo, da je to knjiga, ki bo slovenskemu bralcu ponudila odlično informacijo in tudi zelo obsežno informacijo o beneški zgodovini. Knjigo dopolnjuje tudi poglavje, ki se posebej navezuje na slovensko zgodovino. Pripravil ga je moj kolega dr. Dušan Mlacovič, danes verjetno eden najboljših poznavalcev beneške zgodovine v jadranskem prostoru. To poglavje bo slovenskemu bralcu dodatno osvetlilo pomen beneške zgodovine oziroma zgodovino Benetk za našo zgodovino. Ko je Friedrich Leyn napisal knjigo Benetke pomorska zgodovina, je že bil v 70. letu svojega življenja. In to se na knjigi pozna. Torej, za njim je bogata kariera poznavanja beneške zgodovine in pa ekonomske zgodovine Mediterana. In na tej knjigi je dobesedno z enim samim zamahom nas seznanil z beneško zgodovino, vse od njegovih začetkov pa do konca republike. Zadnje njegovo poglavje pa seže tudi recimo temu v današnje dni, torej leta 73 pa 60. leta, ko so Benetke doživele veliko poplavo, zelo visoko Aqua Alto, ki je bila letos skoraj ponovno dosežena in ki je končno sproducirala dejstvo, da so Benečani aktivirali tisto svojo veliko pregrado Mojzes. Friedrich Leyn je
ekonomski zgodovinar. In kot ekonomski zgodovinar se je seveda v glavnem posvečal tistim temam, ki ga zanimajo in ki jih je pa tudi sam doživljal kot bistvene za beneško zgodovino. V njegovi knjigi se ob obči beneški zgodovini predvsem seznanjamo s tistimi prvinami beneške zgodovine, ki so po njegovi oceni tvorile gro beneške zgodovine. In to je predvsem moreplovstvo, veletrgovina, kovnica, torej vse tiste stvari, ki v 12. in 13. stoletju spostavijo Benetke kot veliko silo. Ta njegova knjiga je lahkotno branje, ni pa pregrešno lahkotno branje. On je znal vse strokovne vsebine zastaviti na zelo visokem akademskem nivoju in veseli me, da je ta njegov stil v slovenskem prevodu ohranjen. Torej, besedilo je jasno, tekoče, nikoli pod ravnjo akademskega jezika, ampak vendar ves čas se ga da razumeti, se mu lepo slediti in se lepo spoznati z beneško zgodovino. Torej, najprej nas uvede v svet zgodnje srednjeveških Benet in čas nastajanja lagun, kot jih danes poznamo, nakar nas popelje v čas dviga Benetk v 10., 11. in 12. stoletju, ko Benetke postanejo največje mesto katoliškega sveta, nas popelje skozi rivalstvo Benečanov z Genovežani za prevlado v vzhodnem Sredozemlju in pozneje tudi v razvoj Beneške republike na teh klasičnih, recimo temu, humanističnih temeljih, torej Benetk kot naslednice Rimskega imperija. In na tak način se Benečani tudi obnašajo in Frederik Lane seveda to zelo dobro obvlada tudi skozi prizmo virov, torej ne, in to virov za vsakodnevno življenje. Torej on res pozna Benetke zelo globoko. Kar zadeva Benetke in slovensko zgodovino. Torej, ta knjiga nam zapolnjuje eno veliko vrzel. Ona nas ne seznanja s tem slovenskim deležem beneške zgodovine, tudi ni poglobljena v tistem delu, ki zadeva Beneški imperij kot tak. Ampak gotovo skozi to knjigo na najboljši možni način spoznavamo funkcioniranje mesta, ki nam predstavlja na to seveda osnovo za gradnjo vedenj in znanj o Benetkah in o beneškem vplivu v našem okolju tudi v bodoče.